Film se odvija okoli nekega pretepa, ki je po resničnih dogodkih in ga je gledalo 20.000 ljudi, kar je neverjetno. Kako bi pa nobeni ob tem poklicu policije? No, kako misliš, da bi ti reagiral, če bi slučajno naletel na kaj podobnega? Zelo težko rečem, ne? Takrat, ko nisi v bitki, si ponavadi zmagovalec oziroma imaš vse neko pozitivno mnenje, ne? Ampak mislim, da ko se neke nepričakovane stvari zgodijo, reagiramo totalno živalsko, ne? Mogoče tudi z nekim strahom dostkrat, tako da te stvari so tudi pričakovane, ne? In jih ne moramo na prvo žogo obsojati, ne glede na to, da smo pač verjetno empatični, ne, do neke mere vsi se mogoče v vseh razmerah ne znajdemo tako dobro. Se pravi, tebi se še zdi, da smo kot družba, saj tlele govorim, pač Slovenija pa to še tako dovolj empatični, no? Mislim, empatični smo, ampak kaj s tem naredimo, je bolj vprašanje, ne? Danes, mislim, rečemo danes, ampak vsi smo ves čas, ne, bombardirani, želimo si novih informacij, informacije grejo hitro mimo in smo nekako vsega navajeni, ne, dokler seveda je to za nekim ekranom oziroma na neki distanci, potem ko pride do nas, ko se moramo pa soočiti s tem, je pa seveda nekaj drugega in je zelo težko reči, kaj bi jaz osebno naredil. Si mogoče glede na to, da si fantno mogel kdaj meriti kakšne bolj razgrete fante, no, ali pa si ti daj bežal pred kakšnim, ko si pač ustrašil, da bo izgubil punco zaradi tebe ali pa karkoli drugega? Jaz sem bolj, mislim, kar se tiče pretepov, no, mislim, da sem jih nekako zmeraj še kar dobro odnesel. Je pa res, da tudi nisem bil tisti prvi, ki je izzival, no. Pa bi mogoče včasih mogel, ne, ker potem, če zbežiš, vseeno ti malo imaš ranjen ponos, ampak imaš pa cel nos. Hvala za vprašanje. Pa čestitke najprej, bom rekla, celotni filmski ekipi. Mislim, da so naredili pretresljiv film, ki ti da misliti, in zanimivo je, da kako bi jaz reagirala, ko je v filmu prikazan zelo realistično na koncu pač ta pretep, sem v bistvu odreagirala tako, da sem mižala. Kar pomeni, da jaz po vsej verjetnosti ne bi tega gledala, če bi naletela. Mislim, ker naletimo na spletu na ogromno nekih stvari in seveda je stvar najbrž, da moraš klikniti, kakorkoli moraš vedno klikniti. Kar samo od sebe se ti tudi kar ne predvaja, ne? In jaz upam in mislim, da ne bi kliknila, če bi pa slučajno prišlo to pred mene, mislim pa, da bi imela velik problem, kako odreagirati. Najbrž bi poklicala kam na kakšno policijo in kaj takega. Ne vem, težko je biti v tem trenutku zdaj pameten, zato ker pač nisem tega gledal, ampak pač ful rad bi zdaj rekel, takoj bi odložil, takoj bi poklical policijo, ampak v resnici dokler se nam ene stvari v življenju ne zgodijo, včasih ne vemo, kako bi reagirali, tako da ne vem, kako bi reagiral. Se ti pa nasplošno zdi, da smo kot družba še vedno dovolj empatični? Se mi zdi, da smo pač ful je, ne moramo poenostavljati zdaj, ali da nismo, ali da smo. Zelo smo kompleksna družba, zelo imamo veliko izzivov, veliko dobrih stvari je, se pravi, skozi to, recimo, če film tematizira tudi to tehnologijo, pa pač naš odnos do tega, pa pol do drugega, se mi zdi, da ima vsa ta tehnologija veliko pozitivnih stvari, pač pa tudi ogromno negativnih stvari. Zdaj, sigurno zaradi socialnih omrežij smo nekako vsi padali v neke mehurčke, ne? In ima vsak neko svojo resnico, ki včasih nima veze z neko občo resnico, ampak tudi to, kaj je obča resnica, tudi s tem imamo že težave. Tako da se mi zdi ta film super izhodišče, da odpre pogovore o tem.
kje smo zdaj, kaj bomo s tem, kako bomo drug z drugim. Jaz sem ga danes prvič videl, čeprav igram not, pa že kar nekaj časa, kar smo ga posneli in moram reči, da je zelo močen vtis name naredil. Tako da upam, da ga bo videlo čim več ljudi. No. Ja, najraje bi rekla, da bi reagirala, kakor je prav, ampak v bistvu ne vem, sploh se mi zdi, da zdaj zadnja leta, zelo nedavna, s tem s to umetno inteligenco, pa tako se tudi pojavlja ogromno neresničnih videov narejenih umetno ali pa tudi so prirejeni sami posnetki brez umetne inteligence. Tako da je v bistvu zelo težko se mi zdi, da danes vedeti, kaj je res in kaj ne. Tako da bi morala ujeti v situaciji, da bi videla, kako bi reagirala. Kaj pa tako se ti zdi, no, kljub temu, no, da smo še vedno empatična družba? Se mi zdi, da se poskušamo truditi, ampak ni vedno odvisno od nas. Mislim, tako da nas okoliščine privedejo kdaj do tega, da tudi ne znamo biti. Tako da nisem najbolj optimistična, kar se tiče tega. Najprej čestitke za film. Kako je bilo ustvarjati? V bistvu film ni ravno, ni najbolj ravno lahka vsebina, no? Ste tudi kaj imeli kakšne te psihološke, mogoče pol tudi delavnice ali pa kaj podobnega, no? Ne, nismo imeli nobenih psiholoških, imeli smo normalne vaje. Moram pa priznati, da ga ni bilo tako zelo težko ustvarjati, ker je bila zelo dobra ekipa. Snemanje je potekalo zelo mirno. Mislim, da je eno najlepših mojih snemanj v življenju, ko sem jih imel. Tako da sem res užival. Zakaj bi vi rekli, no, oziroma s čim bi vi povabili še tiste gledalce, ki tega filma niso videli, zakaj bi ga si morali ogledati? Zaradi tega, ker je kot prvo potrebno gledati slovenske filme in zaradi tega, ker je film napet in vam da misliti, ko greste pol ven iz kina. So vam to tudi tako, že tisti gledalci, ki so vam rekli, to potrdili, ne, to, kar ste tudi zdaj rekli? Ja, velikrat in to v velikih državah v bistvu že zdaj. Ko je bil film že na kar precej festivalih, prednji je prišel pri nas v kino. Je pa pač vedno nevarnost, da se to še kdaj ponovi, ne, nažalost. Kaj vi mislite? No? Ali mislite, da mogoče smo kaj zrastli kot družba? Ne, mislim, da če se ne bomo pogovarjali, ne bomo do ničesar prišli. Mislim, da moramo pač stvari opaziti, ne, in jih pol začeti se z normalnimi dialogi reševati. To se mi zdi, da je namen družbe. Ne pa vlečenje enega na uno stran, pa drugega tle, pa delanje zdrah, pa to. Se mi zdi, da je naš namen naj bi bil v tem, da gradimo strpno družbo.